Jaz sem Nastja, Jaz sem Andreja to je moja mami, ne? in to je moja hčerka. Tako smo zdaj povedali, da smo se to zelo dolgo učile. Ja, bravo. In sta ustanoviteljici Tako. torej, Zavoda Ja. z ljubeznijo. Ja, ker deluje že, zdaj gremo že v 4. leto, ne. Ja, in želimo razširiti ta naš glas, da pač sploh obstajamo in čemu smo namenjeni, koga vse vabimo k nam in komu vsem želimo pomagati. Ne. Zakaj ravno z ljubeznijo? Ja, ker mislim, da je to najmočnejša sila v vesolju in to dela čudeže. Ne. In da se z ljubeznijo da torej, Ja. premagati Ja. tiste stvari, ki včasih mislimo, da Tako jih ne prav moremo. tudi univerzum mami izvaja dušne komunikacije in on vedno pravi, da je ljubezen najmočnejša sila v vesolju in da če imaš ljubezen, lahko premagaš vse. Premikaš gore in Tako mi je. jih bomo s tem centrom. a ne. Zato je z ljubezni. Torej, v centru se izvajajo različne delavnice, masaže, v bistvu, ki so na voljo ljudem, ki imajo težko zdravljive bolezni in torej tudi drugim. Podpora, v bistvu, kaj pa je nekako namen zavoda, namen oziroma mogoče vizija za naprej. Da smo v oporo in podporo tem težje bolnim ljudem in ljudem v stiskah. To je naša želja in upam, da nam uspe, da jim pomagamo, da jim lajšamo ta čas, ko preživljajo to svojo bolezen. Ne vem, mi smo začeli z vizijo, da bomo predvsem delali na družinah, ampak zdaj se je pač pojavilo tako, da so več ljudje z avtoimunimi boleznimi, no, so naši največji uporabniki. Ne. To je pač ena izmed bolezni, mislim, zelo velike teh bolezni, ki jih že tako rangirajo kot avtoimune, ampak to so bolezni, ki so pač neozdravljivo. Jih zdravijo, ampak ni pa ozdravljivo. Ampak mi verjamemo, da če pot v telo za bolezen, je pot tudi nazaj ven. Ne. Jaz verjamem, da se da vse pozdraviti, samo treba je najti prave prijeme. Ne. In mi bi želeli biti suport tudi zdravstvu, predvsem v tem, da telo sproščamo. Ker to vemo, kakšnega zdravnika vsak nosi sam v sebi. A ne. Ja. Koliko si lahko pomagamo, če je telo sproščeno, ne? Ker pa se tukaj lahko delajo res čudeži. Pa da verjamemo, ta vera, da se da. Se pravi, na kratki rok, kakšni so torej neki cilji, vizija? Kaj bi rekla, mogoče na prvem mestu nam je zdaj sploh to, da bi bili zelo hvaležni in veseli, če bi v naše vrste prišel še kakšen prostovoljec s kakršnim koli znanjem, da bi lahko pomagal, no. V bistvu sem to, da je v njemu ljubezen, da pač mu je do tega. Pomagati, Tako. deliti nekatere stvari. Tako. In pa pač tudi seveda uporabniki, kdorkoli rabi pomoč, je tukaj lahko slišan in sprejet in je za vsakega prostor. Vsakodnevno smo tukaj odprti s temi masažami, ki jih izvajamo vsak dan. Je tako, da v bistvu težje bolni ljudje se potrudimo, da jih preko društva masiramo, preko njihovih društev, ne, tako da imajo oni brezplačno storitev. Za ostale pa, ki pač pridejo, smo pa tudi zelo hvaležni, je to plačljiva storitev, ker v končni fazi s tem, ko dajo sebi nekaj, a ne, in poskrbijo za svoje telo, poskrbijo tudi za te bolnike, ker ta denar gre vse v namen teh bolnikov, da jim lahko organiziramo še vse ostale delavnice, ki jih izvajamo. Okay, torej na tem mestu v bistvu vabimo, ne, vse, ki bi želeli predstaviti sebe, deliti svoje darilo, ne, da v bistvu kontaktirajo vaju, a ne, in Ja, ustvarite nekaj skupaj. Tako. Kaj pa recimo dolgoročna vizija? Ja, je pa ta naš center v naravi, ne. Center v naravi, ki bi v bistvu bil Namenjen pač vsem bolnikom, ki to potrebujejo. Gre za to, da mi verjamemo, da pač vsaka
bolezen rabi tudi nekaj časa, da ti to sprocesiraš, da greš na poti k zdravljenju in si predstavljamo nekako, da vsaj en mesec bi bil čas, da pač človek spremeni svojo rutino. Ja, tako. In v tistem mesecu bi se pač dogajale razne in delavnice, v glavnem, da bi bilo čim več smeha, da bi bili ljudje sproščeni, sprejeti, da bi bil v njih mir, zadovoljstvo, v glavnem vsa taka prijetna, pozitivna čustva, ker že to mislim, da je pol zdravila, bi rekla, za človeka. No. Torej, zdaj, če pravilno razumem, je to nekako v nekih začetnih fazah in v bistvu bi bil tudi zavod, bi bili kot zavod veseli prepoznave in tudi pomoči od drugih oziroma nekega sodelovanja tudi z drugimi, ne, da bi to dejansko lahko zaživelo. Ne, Ja, to nam je ful velika želja. Zdaj pa lahko povemo, zakaj smo se mi izbrali tukaj. Boš ti povedala? Da spijemo kavico. Lahko, ja, da spijemo eno kavico in to moraš zraven. Ne, mogoče ja, predvsem zato, da bi v bistvu tako oddajo vodili še naprej. Z različnimi ljudmi, ki so že dali kakšno tako težko preizkušnjo v življenju čez in so nam lahko v navdih, pa se lahko nekaj od njih naučimo. Tako da na prvem mestu za take ljudi. Poleg tega pa bi sem povabili tudi različne, kako bi rekla, zdravilce ali pa alternativna zdravljenja in pa zdravstveno stroko, ki bi lahko mogoče pomagala določenim ljudem v raznih stiskah ali pa da se lahko ljudje, ki so bolni, obrnejo na njih. V glavnem, da bi bili ta glas za ljudi. Ljudi v stiskah, v težavah, ni važno. A je to bolezen, a je to čustvena, a je depresija. Pa če pomagamo vsem enemu, pa smo že zmagali. Torej, hkrati se pravi, so tukaj zgodbe ljudi, ki so nekaj že premagali, neko bolezen, in pa hkrati strokovnjaki na svojem področju, ki lahko delijo nek nasvet ali dva za tiste, ki pa se soočajo z določenimi težavami. Meni se zdi, ker super ideja, ne? Nam bo ratalo to? Ja, da ja. Jaz mislim, da je vsak človek na svetu zato, da naredi nekaj dobrega, da pusti vsem naslednjim generacijam en lep pečat, En doprinos. En doprinos, ja. Da je svet za kanček lepši ali pa boljši. Ja. In to mogoče je del naše vizije. Mogoče bo kakšen smešen, a ne, ampak če v to verjamemo, ne delamo nič slabega, delamo nekaj za dobro ljudi. To si ful lepo povedala. Ker v bistvu to, da delamo dobro drugim, delamo dobro tudi sebi, ne, To je darilo tudi za sebe, ja. Tako, ja, tako. Upam, da bomo slišali, ja. Da se nam pridružijo, pa nam pomagajo pri tej viziji tudi ostališ, ne. Kad tako čuti. Da se nasmejemo, ga pa lažje gremo naprej z besedo. Evo, naš je bil